Evo, plezamo. Čisto steni. Kar taka mal. Bi rekel, če te je strah višine, ni glih najbolj, ne. Si zamislite, da zagazem tlele noter, zakopam v blatu, ne pridem ven, ja, dol bi mogel najdete enega s traktorjem, druge variante ni. Evo, da vidite, koliko je strmo. Kara. Napredujemo. Dobro jutro. Ljudje, ne morem vam povedati, kako sem vesel. Danes je tak hud dan pred mano, da se ga tako veselim. Ma ne, sem se ga že včeraj. Grem na 2 gori, na Kuk, po Ferati. Glejte, če imam prav tako orientacijo, naj bi to bil tale gora, ki jo vidite, mal po 2000 metrov, in Ferata gre po tej steni, prečka nikako. Ne vem, bomo videli. No, ta druga je pa Volujak bo verjeten. Ta je pa na 2000 metrov visok. Zdaj štart za obe dva je tam pri eni planinski koči in to bo zdaj hud izziv za mojega Peugeotčka, pa tudi malo zame kot šoferja, če se bova prebila dokaj. Jaz upam, da se bova. Tako da se veselim dneva. Če še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroči. Samo klikaj naročite se, pa potem še zvonček. Glej naprej, noro bo. Včeraj sem pri teli hiši, ki vidite zadaj, vprašal za pot in sem imel enega luškanga kuška. Sicer ni bil glih videti nekaj ful set. Seveda imam pa jaz brikete s seboj in včeraj mu jih seveda nisem mogel dati, ker bi ljudi užalil. Danes ni pa nobenega, mu jih bom pa dal malo, če bo prišel. Pridi, pridi, ti bom tle dal. Pridi, koža, pridi, Saj sem te božal včeraj. Kaj si zdaj tako boječ? Lejte boge, reveš, kako čez pride. Koža. Vidiš, ko sem zate prinesel? Ja. Ne boš jedel? Moj lepi koža. Kako si ti lep. Ja, kako si ti lep. Lep koža si. Lep. Če ti še malo dati? Ja, res si ti lep, pa prijazen daš tačko. Ja, lep si koža, lep. Ti bom še malo prinesel, prav. Do planinske koče imam še 4 kilometre in zgleda, da bo kar dobra cesta. Lejte, vmes je še malo asfalta, no, polje pa makadam, drugače pa narava fantastična. Tamle dol v dolin sem videl stotine ovc, res. Ostaneš brez besed. Vsaj jaz. Vesel, ker radijo prišel do planinskega doma. Maj tukaj lepo urejeno, boste videli tudi ene hiške. Evo, takole sem ga parkiral. Mislim, da celo kamion grem. Zdaj pa najprej dol v ta dom, da malo informacije zberem. Dobro, sej kam, kje je na ta prvi vrh, pa mogoče čez unga pridem direkt na drugega, pa tako naprej. No, lejte, tale imajo, lejte, 2 take lepe hiške, kamnite, pa tudi samo ono, mislim, tle je milina, tle drugače lahko tudi prespite. Tu sem je že prej vedel,
Ampak nisem niti vedel, če z avtom gor prideš. Vi zdaj veste, tako da vam priporočam, če boste po teh krajih hodili, verjetno, da je dobro tle za prespati. Bom mogoče še vprašal malo za sobe, pa če mi kjero hoče pokazati, pa tako naprej. Sem tu bom, ko bom nazaj grede prišel. Evo, šel sem noter vprašati, gospod zelo prijazen, sem vprašal tudi za pot, je rekel, evo, grem jaz ven, pokažem, no, in sem ga vprašal, če lahko snemam, je rekel, lahko samo na majico preoblečem, tako da je šel po majico. Prijazni te Bosanci, to zmeraj govorim. Evo, tole je pa prijazen, šta ste vi ovdje? Dežurni u domu. Aha, da radite u domu. Ne, dežurstvo mi to pa najvolonterski radimo cijelo društvo, pa se mijenjamo za dežurstva tokom vikenda. Aha. Tole z nami je človek iz planinskega društva, ki je tukaj dežuren v tej planinski hiši. Jaz sem ga lepo vprašal, kako gor do tega kuka, pa kako do volovjeka, in zdaj mi bo on razložil. Možete da mi reći kako? Znači, nalazi se kod planinarskog doma volujak koji se nalazi na 1442 metra nadmorske visine. Da bi išli do kuka, ide se preko ove poljane, mali uspon do sedla i onda se penjemo do samoga vrha kuka i to je otprilike sat i po. Posle toga vraćamo s istim putem i idemo lijevo, nastavimo prema Volujaku. Do Volujaka ima uspon, traje oko 3 sata. Ide se preko Poljane, Karaule, Goveđak i dok se izađe na Veliku Vlasulju. Velika Vlasulja, to je najveći vrh Volujaka, 2336 metara nadmorske visine. Ako ćemo po Volujaku da šetamo, to je jedan masiv koji ima 13 vrhova i može se na svaki vrh da se dođe. Pristupačni su, to može satima da traje ta tura. Vidim, tu su jako lijepi krajevi, tako da fantastična priroda. A gdje je ta ferata za na kuk? Ferata se nalazi na kuku, to je tamo sa sjeverne strane kuka, a izlazi na sami vrh kuka, dugo je oko 800 metara. A gdje mogu da idem na feratu? Možete ovdje sad uzmeti opremu kod nas i odete na feratu, ima markirano do ferate, ima marka. A koliko imam do ferate? Pa odavde sad. Pa jedno pola sata. Pola sata, dobro. Puno vam hvala na informacijama. Možemo još da vidimo ove kućice što imate za ovdje? Možemo, to ćemo sad se vratimo da vidimo. Sam inače Milan Vujović, bio sam 10 godina predsjednik ovoga društva planinarskog, sad sam predsjednik Planinarskog saveza Republike Srpske. Kako kod vas planinarenje, kod nas u Sloveniji, to je jako, jako popularno, svaki drugi, jel tu ide i kod vas u toj smjeri? Pa ide, pojačava se sve, što radi, što dosta omladne dolazi i svaki dan sve više i više ljudi dolazi kod nas ovdje iz Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, svakle, tako da ima, da su baš dobro posjećeni. Ima dosta Slovenca? Ima. Super, drago mi. Evo, zdaj gremo pa še hiške pogledat. Patlo. WC, tuš in takole noter, lejte, 2 pograda. Lepo za prespati, super, čisto, tako da je fantastično. Zdaj smo pa tukaj noter v domu. Tukaj imate za sedeti, kamin, šank, WC, kopalnica. Evo, sem tam v hiški, itak imate, tako da... A gore so vam sobe, tako? Super. Hoćemo si popijeti gori, ali nema potrebe. Nema, gledajte, lepo. Tukaj še ena sobca, tu još jedna, pa še tukaj še ena. Ajde, in še tukaj gor na vrh so, tako da kar nekaj ljudi gre. Če kdo kupuje golfa, evo ga, nimam pa pojma, a je dvojka ali je enka. Če bi jaz to ugotovil, enka je bila moj prvi avto, po mojem, da je tole dvojka, če kdo ve, ne v komentar napiše. Ampak gledajte, ko sem malo not pogledal,
Ede, tule morda že več let le stoji, ampak glejte, čist nič ne pušča vode noter, glejte, je čist suho, tako da, vidite, to je bila kvaliteta avto včasih, ne pa zdaj. Evo, ste videli, kako mi je mojster vse lepo razložil. Veste, da jaz bi čist napačno štartal, če mi ne bom povedal. No, sicer bi najdel kje kakšne table pa to, ampak drugače pa fejst v pomoč mi je bil. Vidite, lepo razložil. Tudi jaz bi rekel, to so taki lepi kraji, da semle morate priti, pa poceni je čist, tako da izkoriste, dokler še tako. No, je pa sprememba plana. Človek mi je povedal, da je do tega Volujeka 3 ure, ke pa 2,5 nazaj. Do tega imam pa, ne vem koliko sem že pozabil, 1,5 ure, 2 v eno smer, pa še nazaj, tako da obe dvoje ne bom mogel iti, ker ne bo niti cajta, niti nisem dosti pripravljen. Na začetku mi je bilo majčkeno žal, ker sem si to v glavi, da ne bom obe dvoje usvojil, ampak sem si rekel, nič za to, bom pa imel razlog, da pridem še enkrat sem posvojim ta 2000-ak. Zdaj, zakaj grem na tega? Zato, ker grem po Ferrati. Jaz imam Ferrate ful rad in drugače bi šel raj na Unga, če ne bi bila Ferrata, bi šel sigurno na Unga, ker je višji, na tega grem pa zato, ker je Ferrata, tako da komaj čakam. No, lejte, tole je ta moj cilj, on Volovjek je pa tamle gore. Malo so meglice, pa ne vem, kako se to na sliki vidi, ampak vam pa garantiram, da pokrajina je čudovita. No, tle sem na eno tablo prišel, se pravi, jaz grem na Kuk, je 1:30, Volujak 3 ure, Bioc, prvič slišim, 5 ur. Lejte, tlele pa Jagodino jezero, 15 minut. To bomo pa šli pogledati, pa Orlovac 2 ure. Tako da tukaj imate veliko možnosti za planinarjenje. Če bo kdo šel tukaj Ferrato plezat, pomembna informacija, da Ferrata je od zadaj, ne? Meni, če to ne bi človek povedal, ne bi vedel, bi verjetno kje tlele iskal, ne? Kar bi bila velika napaka, tako da tukaj, da veste. So dobro označili, tukaj le desno na Kuk, ampak gledajte, Ferrata pa ne. Tako da druge se gre gor kakor dol, ampak gledajte, še tu je fino, ne? Na Ferrato, bom šel po Ferrati gor, nazaj bom pa po tej poti prišel, ne? Kar je super, da ni ista pot, ne? Tako da te Ferrate so meni fenomenalne. Čas za dobre označbe. Dajte še ena zanimiva. Stabanska jezera. Verjetno tudi zanimivo. Mi pa Ferrata, tale gore in cilj tole. Čist sem, kako bi rekel, vesel, ker same noge hodijo, ker se tako veselim vsega. Tako da, pa tamle dol, ki je bilo bolj v dolin, je tako lepo dišalo vse razne rosce. Tako da, fantazija. Zato se splača živeti. Verjemite mi. Noro. Evo, ena tabla od Ferrate. Jaz sem mislil, da imam vse, pa nimam. Rokavic nimam. Sam bo šlo brez. Jaz nosim cel kup vode s seboj, izvir pa na vsakih 500 metrov. Odlično markirano, tako da zgubiti se res ne moreš. Kar je fino, ker jaz se kar hitro zgubim. No, zdaj pa ni več tako lepa pot. V temle kamnih je treba hoditi. Ampak tudi to smo navajeni. Pa nas cilj. Prispel na izhodišče Ferrate. Tale se začne, vidite, zajlo. Drugače pa od tamle sem vesel, všeč mi je tule bilo, da se skoraj naravno zgor dvigneš. Tako da ful hitro višino premagaš. Kaj lepa potka. Zdaj se pa opremiti, pa gremo.
Evo, zrihtan. Gremo v akcijo. Če dalje lepše ratuje. Ejte, tam je gor proti vrhu. Drugače ta ferata menda 800 metrov dolga, lejte, tamle bo pa kar majčkeno zakomplicirano, vidite, tamle čist na sred kamere. Smo pa že kar visok, če pogledaš. Tale samo občutek, da bo bolj zakomplicirano, ko sem nadaleč videl, ker vidite, je kar ravna stena, ampak lejte, sej čist lepo hodiš, je pa dol kar globoko za pogledat. Tako da tisti, ki imate težavo z višino, takele stvari verjetno za vas niso. Je pa tako, ne, vsako stvar se, vsak strah se po mojem da zgubiti, pa se da tudi tega. Naj povem, da jaz sem tudi včasih imel strah pred višino, ampak potem sem pa treniral tu. Doma sem plezal na silos, vsakič višji in sem zgubil strah pred višino. Evo, plezamo čisto steni, ampak fino, tole je meni en sam užitek. Glejte, kaj me tle naprej čaka. Kar taka mal, bi rekel, če te je strah višine, ni glih najbolj, ne? Fino je. Kakšen hud razgled. Zdaj je bilo čisto lahko, zdaj se pa tamle gor dvigne, pa ne vem kje. V glavnem, tudi če bi bilo malo bolj težko, ne bi bilo čisto nič narobe. Tako da tole je oznaka BC, B skozi C, ne? Tako da jaz, če bi bilo C skozi D, se pravi, bi imam tu, kakor do zdaj kaže, čisto ok šlo. Najtežja ferata, ki sem jo do zdaj preplezal, je bila pa Mučevo na Koroškem. Si lahko pogledate video, tam sem se pa precej namatral, priznam. Bom pa link do te ferate dal v opis tega videa, tako da si pogledajte, tam sem se pa namatral. Tam pa sem se namatral, ampak je fino. Še en panoramski posnetek, drugače kaj pa ne maram pri feratah in nikjer, ko hribe hodim. Če grem gor, ne maram, da vmes dol hodim, ampak se bo tle šlo čist malo. Sem pa kar visok. Če dalje lepše ratuje, če dalje lepše. Če dalje bolj zanimivo ratuje. Zdaj se tudi zelo veliko spenjamo, tako da je to bolj zanimivo, kakor pa spuščati se, ne. Pa uživam v čudovitih razgledih, ne. Tako da ni nobenega pritoževanja, ker je super. In tamle sem videl, eni so pred menoj, jih počas dohitevam, sicer jih niti približno ne lovim, ker tu je lahko nevarno početje. Raj vidim, da grejo oni hitrejš, pa da grem jaz lepo mir. Ne, takole pa, tle čez sem prišel, ne. Dobar. Pa tle gor vam pa ne morem pokazati, ker bi glih v sonce sijal, mislim snemal. In evo, da vidite, koliko je strmo. Kar, napredujemo. Tole je pa po mojem ta najbolj zanimiv del ferate. Mislim, zanimiv za slikati, ker veliko slik sem videl tukajle. Bom pokazal, no tale, tako okno, vrata, ki so, ki greš, pa tako lahko dobre fotke ratajo. Bom tudi kakšno probo objaviti, pa jo, mislim narediti, pa jo objavim na Instagramu. To je to, kar sem vam prej govoril. Bom naredil, dobre slikce boste videli. Evo, prišel na vrh, moja prva ferata letos, oziroma po mojem, da je prva po 2 letih. Super panoramska pot. Kar se tiče mene, bi bila lahko malo težja,
kar občutno težja. Tako da za naslednjič iščem težje. Pa še malo panoramo. Tole je vrh, tamle dol je Koča. In na tole stran je pa najlepš, tako da super je. Jaz sem skoraj že dol. Zdaj pa tukaj gledam, kje bi bilo tisto jezero, ker lejte, je bila tamle nekje tabla, da je 15 minut. Jaz bi rekel, da bi tlele moglo biti. Sem ga ni, tamle so pa ene hiške, tako da sem tukaj sprehodil, kaj pa veš, morda je pa kje tamle. Pa se splača pogledati. Hodim pa še kar ni jezera. Po mojem, da je tamle čez. Morda je celo malo umetno narejen, ker je tisto dvigeno. Drugače pa lejte tole hiško, pa še uno zraven. Če ima človek tule legalno, je car. In se še ne zaveda, koliko je tu najbrž vredno. Tole spremeniš, lepo zrihtaš, če imaš papirje, lahko obnoviš. In potem vržeš na booking, daš visoko ceno in bojo ljudje noreli. No, upam, da ni tole jezero. Upam, da je tamle odzad kaj. Mislim, malo mejhen je, ne? Saj, če je več vode, ga je več. Ampak dober, si malo drugače jezero predstavljal. Tle so imeli pa najbrž neke krave. Krave, po mojem, ovce kitajskega. Jaz sem tle se, lejte, sploh ni poti naprej. Tako da dvomim, da bi bil tamle jezero. Ampak jaz grem pogledat, kaj le gor do hribčka, kaj me pa košta. Tlele noter bi rekel, da ni jezera, ker ni videti, da bi že fejsdu dolg cajt šel. Je pa zgleda jezero tole, lejte, sej. Odtle gor še kar lep zgleda. Če bi bilo še malo več vode, je bilo še lepš. Sem pa rekel, da me nič ne košta, če grem do gor. Sem pa nevede zagazal ene kroprive, ki so mečkan drugačne kot naše. Nisem prepoznal, me po dveh nogah čist žgalo, ampak lejte, pravijo, da je kropriva dobra za revmatske bolezni, za revmo. Putika je pa tudi revmatska bolezen, tako da morda pa fino, da me je. Poglejte, kako je iz te perspektive lep ta kuk, na katerem sem bil. Veste kaj, Ferrata bi mogli narediti tlele naravnost gor. To bi bilo najbolj legendarno. Verjetno se strinjate, da bi tole bil kar zalogaj za mojega Peugeotčka, ampak mislim, da nekako bi prišel jaz tlele čez. Mislim, da bi šlo. Sam ta pravo špuro je treba udariti. Bi. Zdaj sem že skoraj pri Koči. Ura je 4, tako da zdajle se vrnem nazaj v Tentište. Imam slabo urco doke, pogrem pa nekaj pojest in to je to za danes. Se bom pa vsul za računalnik, tako da vam čim prej tale video zmontiram, da ga boste lahko čim prej gledali. Vidite, trudim se, da je vse čim prej. Če mislite, da si zaslužim, da se naročite na moj kanal, se naročite. Če mislite, da ne, se pa pač ni treba. Seveda, tisti, ki še niste, tisti, ki pa ste, pa ful hvala za podporo, jo rabim. Tako da se javim še mogoče iz gostilne, kjer bom ju, kaj bom ju, pa kako je bilo. Če bo pa tam kakšna glasna muska, se pa ne bom mogel javiti. Je pa to za danes. Seveda jutri pa nove dogodivščine. Ker nimam s seboj nobene ženske, da bi z njo delal fotoshooting, sem pa tukaj le zdaj imel fotoshooting z mojim Peugeotčkom. Poglejte na moj Instagram profil, po Tomaž Gorec me najdeš, kakšne fine fotke sem naredil. Peugeot bi jih lahko v reklami uporabil.
Da vam še malo razkažem mojo nastanitev. Lejte, jaz sem tukaj v teli hiši, tamle po stopnicah gor. Imam tisto majhno sobco, ki ste videli v prejšnjem vikendu, ne. Tam je restauracija tudi, ampak gledajte, ta glavno, ki vam hočem pokazati, gledajte, so tele hiške. Gledajte, kama je pa tole lepo, ne. Sicer ne vem, če so bile te v ponudbi, sploh na Bookingu. Vem, da so bile unele tamale, ki bomo šli tudi pogledat. Jaz sem izbral sobo zaradi tega, ker imaš WC noter. Sem tukaj siguren tudi WC noter, tako da to sem prepričan. Evo, zdaj pa imamo pa še tamale pogledat. No, poglejte, tole so pa tamale hiške. Sicer tele mi malo starejše izgledajo, lejte, tele so pa malo novejše. Pa tle ena gospa čist, pa bom vprašal, če se da kaj noter pogledat. Pa da še noter posnamemo. Lejte, imajo tega le kar velik. Sam rečemo, tukaj le siguren ni WC-ja. Evo, da vam pokažem tole tamalo. Ja, lejte, takole lepo, super, čisto. V lesu se zmerom dobro spi, sam na WC je treba hoditi ven. Evo, lejte, to je zdaj pa tale hiška. Lejte, kako lepo. 2 postelje, pa pograd, pa WC tuš. Super. Super, super, super. Je pa še gor, bojo še gor zdaj odprli, pa še gor pogledamo. Evo, tole je pa še zgornji del, lepo 4 posteljce. Zelo lepo, lično, tako da se pravi, tukaj gre lahko 8 ljudi. Oddajajo tudi, lahko sem spodaj vzameš, lahko pa celo hiško. Tukaj so še ene hiške, ne bom jim zdaj težil, naj mi še te odprejo. Čeprav zanimivo, so vedeli, da sem youtuber in je en pred sprleto roko mi dal. No, tle je narod izredno prijazen. Reka Sutjeska je pa tamle 100 metrov stran, bom šel tudi pogledat. Ta mladi šef je rekel, naj se še tle sprehodim do Sutjeske, do reke Sutjeske seveda, da je lepo. Verjamem, da je lepo, ampak glede, da ima majster tole kamp, pa verjete, ne zasluži slabo, bi pa tole lahko se mičken posekal, da bi se mičken lepš prišlo do tlele in tudi na teli poti bi se dalo najbrž kaj narediti. Tako, kot sem predvideval. Lepo je tukaj. Tukaj bi lahko zrihtali plaščico. Verjetno ta Sutjeska zelo mrzla, ker ni izvir prav zelo daleč. Tako da zakopati je verjetno sam za najbolj pogumne, ampak takrat, ko je huda vročina, siguren zapaše. Če na drugega se pa takole polet prijetno pa tudi vodi, ki hladi, tudi če se nakopaš. Tako da imajo teli veliko bogatstva. Ne vem, če se ga čisto zavedajo, ampak ga imajo. Dobro jutro iz Sutjeske. No, danes je pa malo drugačen dan. Celo noč je padal dež. Elektrike ni bilo, tako da imam tudi in prazen telefon, prenosnik, vse. Danes je zadnji dan, ko sem tukaj. Hotel sem si ogledati še kar en lep del tam, Gornje Bare, Dolnje Bare, Savin grob, pa še nekaj stvari mogoče si bom nekaj stvari pogledal, nekaj pa ne, ker je mokro, tako da nekaj hodil ne bom po tem blatu, ne. Sem pa razmišljal, da bi majčkeno podaljšal tole potovanje, če sem že tukaj. Ker bom star 90 ali pa 100 let v penziji, se ne bom sekiral, ker me 2 dni ni bilo na šihtu. Tako da, če sem že tle, bom šel še naprej v Trebinje. Ampak imam problem, ker veste, tudi interneta ni.
ne stacionarnega, ne mobilnega, ne nič, vse je crknilo, tako da ne moram niti sobe rezervirati, niti nič pogledati, niti nič. No, zdaj sem šel do spomenika, sem rekel, grem, kakšno dobro fotko naredim, ampak majčkeno še dež pada. Tako dobro, to tudi ni problem. Bom šel mogoče malo kasneje, bom videl. Glejte, sem pa tukaj pri enem zapuščenem hotelu, to je 200-300 metrov stran od tega spomenika, tem posvečenega borcem na Sutjeski. Evo, glejte, tle napis, hej, da se Joža vrne, ali bi vam svima jebo majku. Saj bi bilo najbrž res tako, veste. Tudi, ki je bil Jože, veste, je bil karet. Se je moglo in delati in vse. Bomo majčkeno sprehodili. To je mogel biti modern hotel. To je najbližji tem spomeniku, tako da je moglo biti moderno. Dajte, gremo kar tlele gor. Se veste, mene te zapuščene stvari zanimajo in grem rad pogledat, čeprav ne, to je zapuščeno že 30 let. Tako da bi zdaj kakšne ostanke videl, kaj zanimivega, sigurno ne bom. Ne boste, vidite, tudi to pri teh zapuščenih objektih, ne, tu vse ven poberejo. Vam tlele garantiram, da ne boste najdeli enega dela cevi, tudi cevi vam poberejo, zato tudi je podrto, ker so te cevi vodovodne ven jemali, ne. Dajte, nikjer ne vidite, ker vse, ker tu potem najbrž za star želez prodaja. Glejte, tukajle, to je mogla biti po mojem restauracija, recepcije, pa vse. Tle gor so po mojem bile pa sobe. No, to so bile pa sobe, WC, tle pa francoska posla verjeten, pa evo z lepim pogledom na mojega Peugeotčka. Drugače bo pa danes krasen dan po mojem, dež je nehal, meglic ne bo, tako da bi bilo fantastično za kakšno fotografijo, ampak sem slabe vole, drona ne morem usposobiti, sem se včeraj več kot 1 uro matral, vse probal, pa ni šlo. Tukaj grem zdaj gorne pa dolne bare. Tukaj je vstop v nacionalni park, tako da 5 evrov je vstopnina. Vse stvari so se zrihtale, vreme je ratal, da še nehal padati, ful je dobra vidljivost. Sonce si je majčkeno v oblaku, tako da jaz sem pa zdaj napoten proti gornjim in dolnim baram. Tukaj so tekle hude bitke v bitki za Sutjesko. Tukaj je tudi znameniti grob od Save Kovačeviča, tako da najprej si bomo tu pogledali, potem pa gorne dolne bare. Bom videl, kam lahko z avtom pridem. Drugače tukaj se plača 5 evrov za vstop v nacionalni park Sutjeska, 5 evrov po osebi, to da boste vedeli. Drugače pa ne, cesto bi pa lahko malo zrihtali, ne. Mislim, tole je še čisto super, je bilo še veliko slabš. Tako da bomo videli, do kje pridem jaz s tem mojim Peugeotčkom. Tukaj pa bo po mojem grob Save Kovačeviča, legendarnega komandanta 3. udarne divizije, ki so se borili tukaj na bitki na Sutjeski in žal je tukaj tudi izgubil svoje življenje.
ta tretja udarna divizija se je tukaj borila z 20krat močnejšim sovražnikom, se pravi z Nemcem. 10 dni in so iskali pravi trenutek za preboj, ker tukaj so bili v obroču. Tukaj so se oni tudi borili za to, da so varovali glavni štab pa bolnico. In 13. junija so se odločili, da bojo šli, da bojo probali obroč prebiti. In tukaj je žal Sava Kovačevič padel. To se tudi lepo vidi v filmu Bitka na Sutjeski, ki je fantastičen film. Poglejte si ga na YouTubu. Film Bitka na Neretvi je bil proglašen za en izmed 10 najboljših vojnih filmov v 20. stoletju, ampak meni je boljš Bitka na Sutjeski. Ne vem zakaj, vredno je pa pogledati oba dva. Evo, ko pridem gor do groba, se javim ponovno. Tole je grob Save Kovačeviča. Tako, kot sem vam rekel, 13. junija je pol. Nisem pa vedel, da je pol točno na tem mestu. Godine poginuo komanda 3. udarne divizije Narodne garde Save Kovačića. Ja, vidite, tamle piše, ovdje je posljednjem jurišu. Ja, no, to so heroji, katerem se jaz poklonim. In vem, da bojo komentarji razno razni, ampak glejte, zame so taki ljudje heroji in vedno bojo heroji. In ne bom spremenil mnenja. So pa tudi ene govorice, zdaj v zadnjih časih ven prišle, govorice pisanja, da je dal Savo Kovačeviča ubiti Tito, ker mu naj bi bil nevaren za vladanje. Ne vem, lejte, premalo poznam to zadevo, da bi lahko karkoli komentiral. Je pa to res en dokaz, da je bil Sava Kovačevič zelo priljubljen, da je bil heroj in tako naprej. Kakršnokoli mnenje že imaš o vsem tem, bom hvaležen, če ga zapišeš v komentar tega videoposnetka. 33 minut za 13 km. Saj veste, kaj to pomeni. Po tej cesti to pomeni lahko samo eno, da je cesta fejst slaba. Zgleda se bom tukaj zadržal dlje časa, kakor sem mislil. Evo, zdaj sem prišel do te table. Lejte, moj cilj je, da grem gorne pa dolne bare. To je še 9 km, 2 ure peš. Tle na desni je pa Hrčevka, tle dol je ful hud kanjon. Ta Hrčevka pride dol v Tjentištu, se zliva v Sutjesko, pa lejte, Ljubin grob. Jaz sem to vse preiskal, kje je ta Ljubin grob, na internetu pa nisem najdel. In lejte, žalostno, tale gorne dolne bare, imam čutek, da je veliko slabša cesta. Zdaj grem naprej v te bare, ko pridem nazaj, bom probal pa še do Ljubinga groba. Ja, če bi to vedel, bi še en dan tle na Sutjeski prespal. Ampak ne moreš vse. Tudi naslednja destinacija, ki grem, boste videli, da je tudi zanimiva, pa drugačna. Pozabim kdaj kaj povedati, zakaj hočem je do Ljubinga groba. Tukaj na Ljubinem grobu so partizani branili, isto so varovali to, da niso Nemci to glavnino, ki se je umikala iz Sutjeske, napali. In tukaj je tudi bil posnet film, odličen film z naslovom Vrhovi Zelengore.
In legendarna izjava komandanta je bila, da dokler se bojo slišale streli pušk, to je pisal v vrhovnem poveljništvu, da naj vedo, da so gor še proletarci, da ke pa ne bo strelov več slišati, naj pa to pomeni, da jih ni več. In v tej brigadi, ki je branila Ljubin grob, so bili, mislim, da samo Črnogorci. Nekaj malega jih je preživelo, vsi ostali so bili pa mrtvi. In zato jaz želim je do tega Ljubinega groba, ki je spomenik tako belo, vem, da je. Pol Googla sem pregooglal, da sem sploh kaj najdel o tem. Drugače pa ta film Vrhovi Zelengore, poglejte si ga. Bavdek bi rekel, to je neverjetno, da sva midva z mojim Peugeotčkom uspela priti sem gor. Smo tukaj pri kraji Gornje in Dolnje Bare. Tukaj je tudi eno jezero. Zdaj se bom najprej spustil do Dolnje Bare 1500 metrov. Tukaj po mojem, da je jezero ena planinska koča je, verjetno, da je zaprta, ker ni sezone. Lejte, tamle tisto lebelo v daljavi, po mojem je pa spomenik drugi dalmatinski brigadi, ki je na Sutjeski utrpela zelo hude izgube. Mislil sem malo več povedati o tem, pa sem rekel, sem doma že vse prebral, ne. Sem rekel, bom tle na internetu pogledal prej, da malo osvežim, pa povem, ne. Saj nekaj bi lahko povedal, ampak ne bom, ker bi lahko kaj zamešal, pa kakšno neumnost vrgel ven. Ampak vidite, interneta tlele ni in vam ne morem povedati. Za drugič treba sprintati med seboj in to je to. Se bom popravil, obljubim. Nič, zdaj gremo najprej do jezera Dolnje Bare, pol do spomenika, pol bom šel pa še Gornje Bare, po mojem bom šel pa malo z avtom nazaj, pa bom tam nekje pustil avto, pa bom v bližji, lejte, še pol hočem imeti kaj kanjon in sem s cajtom sem tako natesnil, da bolj ne morem. Lejte, drugače pa, lejte, tle Borič, ne vem točno kaj je tu, Kovačev pan, 2 ure 30. Lejte, so neke zadeve tukaj, ki verjetno so še zanimive. Mislim, pokrajina je pa čudovita. Zdaj sem tle malo za drevesi pa tu, ampak boste še videli, kako je lepo. Zdaj sem prispel do Donjih Bar. Ne vem, zakaj pisali 1500 metrov, ki jih je bilo samo 150. Da me ne bo tle dol veter prevrnil, lejte. Ne bi bilo luštno tle pes. No, čudovit jezero. Tudi tale terasa tle je super. Malo bi je bilo treba urediti. Pa odkje tako piha, se ne morem verjeti. Mislim, to tudi, če še ni turistična točka, enkrat zagotovo bo res lep jezero. Nič, gremo naprej. Ne bom pa zdaj tole naprej raziskoval, kje so zdaj te Donje Bare, pa kje bi bilo. Mislim, zakaj 1500 metrov pisali, mi ni jasno. Ampak gledajte, tudi nobene poti ne vidim kam naprej, ne. Tako da, jaz se lahko samo vrnem. No, to pa ta planinska koča tukaj. Saj mislim, da je, ne mora biti kaj drugega. Zdaj pa nazaj do avta, pa pol do spomenika drugi dalmatinski brigadi. Sem se sprehodil še na drugo stran jezera, ker sem vedel, da bo z te strani ful boljši. In ja, prav sem imel. Naj vas tudi tokrat povabim na moj Instagram profil. Na mojem Instagram profilu najdete top slikce iz vseh teh destinacij, kjer potujem, hodim na izlete. Na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec in najdeli boste tudi zelo lepo slikco
tegale jezera in še marsikaj drugega. Zdaj pa priznam, da me boli, ker nimam drona. Kakšni bi to bili posnetki? Nori. Tole je spomenik, ki je posvečen borcem druge dalmatinske brigade. Dalmatinci so tukaj so imeli, kako bi rekel, zelo veliko vlogo v tej bitki na Sutjeski in so tudi dali zelo veliko žrtev. Tale spomenik sigurno nekaj predstavlja, ne vem kaj, bom pa, ko bom doma pogledal, tukaj je pa še spominska plošča. Lejte tole. Tole sem vam hotel povedati, sem se bal, da bom narobe povedal, ampak zdaj vam pa lahko preberem. Nemci nadiru sve jačim snagama i sve upornije. Mi smo izgubili 2/3 svog ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sestavom. Tole so imeli tudi eni ljudje tam na majicah napisano, ko je bila proslava. Tako da verjetno, da so bili Dalmatinci. Drugače pa, kar se spomenikov tiče, mislim, da en ali pa dva Američana sta enkrat prišla sem malo na potovanje po bivši Jugoslaviji in sta bila na tem spomeniki tako navdušena, da sta postavila svojo spletno stran. Ne vem na pamet, nasloven je tudi zemljevid, ker vidite vse spomenike in so večinoma tudi vsi vpisani, sicer v angleščini. Bom dal tle vpis tega videa link in jaz sem bil že od nekdaj na tem spomeniki navdušen, ker sem pa še videl, da sta dva Američana na tem tako navdušena, pa da sta postavila spletno stran o tem. Sem rekel, tu pa zgleda, nisem sam jaz navdušen na tem in ne boste verjeli, da sem pol enkrat nekje še prebral, da sta tudi dva Rusa šla obiskat vse te spomenike. Zdaj, ta seveda je en bolj preprostih, govorimo o najboljših spomenikih, najlepših pa najbolj zanimivih, kot so meni Kozara, Kadinjača, Sutjeska, kaj je še? Petrova gora. Ful jih je, ki jih še nisem videl, pa jih imam namen obiskat. In kar nekaj vem o tem, celo vem, kateri arhitekti so sodelovali, pa tako naprej. Tako da, ja, pozabil sem še Stevan Filipović v kraju v Srbiji. Gorenje ima tam tovarno, pa se ne spomnim, iz glave mi gre. Link bo v opisu, pa si pogledajte, pa boste videli, kakšne mojstrovine. No, zdaj gremo pa še na Gornje Bare. Lepo. Lepo, lepo, lepo. Veste, kaj vam garantiram? Da nima noben od vas tako slabega občutka, koliko je nekaj deleč bilo, zdaj, ko se vračam tle nazaj, en križišče je bil, neka pot na desno zdaj, prej, ko sem šel dol na levo in jaz jo nisem videl. In zdaj sem prepričan, da sem šel že mem in sem obrnil. Lahko se pa tudi zgodi, da je še dol naprej. Pa toliko slab občutek imam za to, da je groza. Me prav zanima, a bo, ali sem sam spregledal, ali je še bolj dol nazaj. Uganete, kaj se je naredilo? Nazaj sem prišel. Tako da ponovi vajo. In tabla kaže prav na to cesto, pa piše 1500 metrov. Sem naredil več kot 1500 metrov. Zdaj bom prav gledal. Gledam pa, če še tle kakšna pot, pa je ni, tako da jaz se ne znajdem. Zdaj sem pa prišel na ta križišče. In tle na tej tabli piše, da je pure do gor. Kaj mislite, bi šlo tle s Peugeotčkom? Zanimivo bilo je pa točno kilometer pa pol do tukaj. Verjeten pa še tle gor mal. Kaj mislite, bo Peugeotček tle predihal gor? Ja, nič. Gremo probat.
Da boste videli, kje vse se midva s Peugeotčkom vozva, sem dal kamero na avto in gremo zdaj gor, pa da vidite, po kakšnem tu gre. Sranje dol mi je pol. Dobro, da je pol naprej. Glejte ga. Zdaj bom pobrisal tlele orenk, pa bo orenk stal. Evo, drugič. Zdaj pa tako drži, da ne gre dol, sem zbrisal. Ja, moglo bi. Tu zgleda je pa konc. Glejte, pa ni problem, ker je tu konc. Problem je, ker zdaj vse, kar sem se pelal, mora imeti 3 kverc. Vidite, to je pa mal neumnost. Je pa videti tlele zelo lepo. Zdaj bom, ne vem, a bi avto tlele pustil, pa grem peš naprej. Ali, mislim, če gre kdo tle s kakšnim džipom ali kaj tazga, sem po mojem že dolg cajt nišel. Ne, lejte ljudje, tle bomo lahko obrnili. Super. Super, super. Veste, kaj bom naredil? Do tle ga bom zapeljal in tle ga bom pustil. Si tu je najbrž sem krog za obrniti. Po mojem je tu bliz. Tako bomo naredili. Evo, prišel, mi sem obrnil, ampak kam zdaj jeti, ne vem. Si zamislite, da zagazem tlele noter, zakopam v blatu, ne pridem ven. Ja, dol bi mogel najdete enega s traktorjem, druge variante ni. Ampak gledajte, to je neverjetno, jaz pa moj Peugeotček. Se strinjaš, napiši v komentarje. Evo, moj Peugeotček čisto trav, komaj se ven vidi. Ja, tole je bilo obračališče. Zdaj pa tle nič več ne piše za te gornje bare. Smo pa na višini 1536 metrov, kar visok. Glejte, tamle je moj Peugeotček. Jaz grem pa tle po poti naprej, nekam tule pele. Poglejte tam zadaj, kakšni lepi vrhovi. Tukaj sem prišel do enega jezerčka. Ne vem sicer sigurno, če sem ravno tu iskal. Hodim ene 20 minut. Glejte, po mojem je pa tudi tule jezero dole. Sicer ne vem, a sploh je voda ali ni, ker piha, po mojem, da je trava. Ampak tole je včasih jezero, tako da gremo do dole. No, najlepši so pa teli vrhovi. Pa tudi teli vsi niso slabi, ne. Ni tole jezero. Ampak, kadar je veliko vode, po mojem, je jezero ali pa saj močvirje, ker vidite, kakšna je čist drugačna trava, taka bolj gosta, bolj visoka. Spet fantastičen kraj za fotke. Evo, vztrajnost poplačana. Nič ni kazalo, da bo ta jezero kje. Pa sem še kar vztrajal, daj še za ta hribček, pa še za ta hribček, pa za ta hribček. In evo, najdel sem ga. V svoji novi knjigi za naslovom Vse se da, če se hoče, sem tudi veliko pisal o svoji vztrajnosti. Jaz sem prepričan, da ne bi v življenju nikamor prišel, ne v poslu, ne pri ženskah, če ne bi bil vztrajen. Vztrajnost, ljudje, vztrajnost.
90% ljudi bi že zdavnej obrnilo. Jaz pa kljub temu, da sem jim udelal, mislim, se mi mudi, ker bom spet po noč prišel v Trebinje, pa bo človek slabe volje, ki me očakal. Sem ustrajal. Tako da, tisti, ki še nimate moje knjige, v opisu tega videa je link, kliknite, bejte čez kazalo in jaz mislim, da vas bo kazalo prepričal, da jo boste kupili, ker se zneda res veliko naučiti, tako za posel, kot za življenje, pa še nasmejali se boste fejsti. To so take zanimive zgodbice. Moj Peugeotček me seveda čaka, zdaj pa še gas do Ljubinega groba, ampak tu sploh ni bliz. Po kilometrih je bliz, imam jih 15 km eno smer, ampak po tej cesti je 15 km veliko. Ne smem pa tu pustiti, ker to si želim videti. Da vam malo pokažem, kakšna je cesta. Zdaj sem že na uni pot proti Ljubinem grobu, ne? In mečken imam že dosti te ceste in pol tudi malo prehiter vozim in kar velikat nasedem, tako da dosti jo imam, no, dosti jo imam za danes, pa kaj se še bojim, ne? Da ne bi kje gumo predaril, ker mislim, se imam rezervno, se imam ključ, ampak nisem preveril, ali je ok ali ni. Tlele se pa ljudje veliko ne vozijo, tako da bomo videli. Evo, glih pred minuto sem rekel, da tlele se noben ne vozi, evo, zdaj pa je pa avto prišel in se me je umaknil, kele na stran se je postavil. Ljudje, tole vam pa moram pokazati, čez kakšno sem šel, ko sem gruntal, da mogoče tlele ne bo šlo. Je bilo že prepozno zaustaviti, sem mogel samo gas dati, pa moliti, da se ne bo ustavilo, ker tlele je tudi, lejte, blat, zakopaš lahko, kako bi šel tle rikverc. Dobro se je rešilo. Čedalje hujši izzivi so pred mano. Tu hiter dol potrgam ta spreden spoiler. Je kar takole visok, treba bo jeti čist takole po stran, pa čist počas. Ne vem zdaj, a bi obrnil ali kaj. Po mojem sem zdaj čist bliz, pa mi je težko obrniti, ne. Tlele bom pa zaključil, lejte, tle sem prišel do tegale bagerčka ali traktorja ali kaj je tu, ne vem, zakaj ga imajo. Ki se je dol pelal, je verjeten tule delal, lejte, kakšne ketne ima, kakšne gume. In to zgleda tle, lejte, drva, vlač in tu čist unič cesto. Ja, tamle gor vidim, čist uničena gor naprej. Tako da, ker bi saj vedel, kje sem, ne. Zdaj tudi tam nekje je bil ena križišče, jaz sem šel po boljši cesti, ne. Morda sploh nisem na ta pravi poti, oziroma za ta Ljubin grob. Ne vem, ne vem, ne vem. Grem nazaj, ker zdaj pa res nima več smisla. Kaj mislite, sem prav naredil ali narobe, da grem nazaj? Grem, pa sem se pa zdaj odločil, definitivno grem nazaj. Evo, tlele sem mogel kamen postaviti, ker mi rajsa ta odbijač sem probal, pa ni šlo. Še tlele bom nekaj nastavil. No, moje potovanje po Sutjeski se je končalo. Za konec sem šel še nekaj pojesti tukaj v restauracijo in skupaj s šefom jeva sarme. Evo, da vam jih pokažem. Nisem jih še probal, vem, da bojo dobre. Tole je pa lastnik kampa. Možete mi malo reči, šta vi tu nudite? Imate i smještaj, imate i na 4 kotača, ima i rafting i sve živa. U ponudi našeg kampa imamo prvenstveno za ljude lijepu riječ, dobrodošlicu u svakom slučaju. Imamo ponudu izleta u planinu, nalazimo se na ulazu u Nacionalni park Sutjeska. Tako da nudimo
izlet na Trnavačko jezero, na Maglić, na obronke Zelengore. Imamo u ponudi vožnju kvadova, rafting, tarom, tako da imamo od smještajnih kapaciteta imamo nekih 100 ležajeva u raspoređene u razne jedinice, od dvokrevetnih soba, četverokrevetnih bungalova, od bungalova dvokrevetnih sa zajedničkim toaletima. Ostale jedinice imaju unutrašnje kupatila, tako da svim dobronamjernim gostima želimo dobrodošlicu. Recite mi, jel dolazi dosta gosti iz Slovenije? Pa, dolaze gosti Slovenije bukvalno iz cijele Europe, svijeta. I mi imali smo baš juče grupu od 15 biciklista koji su bili iz Celja. Mislim da su ljudi bili mnogo zadovoljni prvenstveno sa prirodom koja je se zatekla u nacionalnom parku i sa nama kao domaćinima. Pozdravili smo se, ljudi su se zahvalili, obećali su ponovni dolazak i to nam je mnogo važno za naš budući rad. Super, puno vam hvala na ovim rečima, tako da ja nadam, da se vidimo još. Ako Bog da. Hvala. Pozdrav. Odhajam iz te čudovite Sutjeske, ampak se bom še vrnil. Moram še par stvari videti. On Volovjak moram usvojiti, mogoče iti na rafting, na Taro, mogoče še enkrat na Maglić, da posnamem, ker nimam posneto. En super slab nisem šel pogledat, Skakavac se mi zdi, da se imenuje, pač ni bilo za vse časa. In tle je plus še cel kup raznih planinskih poti, ki se jih splača pogledati. Pa seveda zdaj gledam ta spomenik, ne bom ven obrnil kamere, ker je glih sonce, pa to moram tudi z dronom posneti. Tako da tukaj v Sutjeski se zagotovo še vidimo. Jaz pa zdaj nadaljujem pot proti Trebinju, tako da to boste gledali v naslednjem videu. Drugače pa zanimivo, zjutraj sploh nisem vedel, kam pametnega počijel, dež je padal tret, evo pa je za mano tak lep dan, da ne moreš verjeti. Zdaj imam urco 40 vožnje do Trebinja, ni veliko kilometrov, 108 mislim, da jih je, ampak gledajte, taka zanimiva pot. Bom ful užival v njej. Drugače pa Trebinj je že Hercegovina in boste videli čist drugače. Veste, kaj mi paše? Tale sem bil 4 dni, bom rekel, v necivilizaciji. Zdaj pa pridem v civilizacijo, tudi internet je slabo delal, tako da še storiju nisem mogel objavljati, pa video bom zmontiral. Čeprav dober, zdaj, ko pridem v Trebinje, se lotem tega, jutri bom pa cel dan okoli hodil, da čim več posnamem, da boste čim več lahko videli. Kakor sem rekel, to bo v drugem videu, tako da nujno si ga poglejte. Pa seveda tisti, ki niste naročeni na moj kanal, naročite si. Lep pozdrav iz Sutjeske. Kuža! 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 Kuško! Prid sem! Jaz sem videl enega bogiga kuško, taj sem dol prišel. Da sem tudi mačkan prometne predpise kršil. Sem šel čez polno, ker sem ga videl, da je revež. In bom malo briketu dal. Kuža! Kužak! Kuža, kuža, kuža! Na! Kuža, na! Na, pridi, tle ti bom dal na beton. Pridi, kuža! Tle sem revežu nasul, eno kilco briketu, se bo sigurno prišel, pa jih bo pojel.